Lep pozdrav vse skupaj. Eno stvar so v srednjem veku prinesli z Orienta, izjemno uporabna zadeva. In to je robec. Robec iz veselja. Pri kranarju na stojnici, zdaj pri vitezu za pasom, privezan zgor na sulici, pri ceh mojstrov mošni zlati, zdaj pri klecani perici, v sandalovi šatulici, v vonju ambre pri grofici, nekličej damic dvornih, ves bleščeč zdaj pri kraljici. Robec, ki si ga zgubila. Robec iz veselja, ko iznedri lepe dame, vitezom so strast vzburjen. Z buksko mino, ko iz rame, ko jih ščelca pot otiraš. Navidezno zdaj ljubljena, ko nje usteca zastiraš, medna vsa našopljena. Ko nje usteca zakrivaš, rdela vsa od skrivnega. Robec, ti si ga zgubila. Robec iz veselja, kaj se je v tvoj ves ujelo? Koliko je vzdihov, krikov, nešteto je bilo solza. Koliko teh praznih upov, nešteto stopni gorja. Koliko načrtov zlobnih, koliko ljubavnih zmot. Koliko vseh splet hudobnih, skrivnih koliko zat. A robec, ki si ga zgubila. Robec iz veselja, sonce, luna in oblaki. So na robec v veselju še planeti, zvezdni kraki. Vsi so robec zapleteni, krivi slina, joka, znaki. Vse življenje je v
kot pesnik, pisatelj, glasbenik, vsestranski avtor Jani Kovačič, ki na poseben način odpira uradni del letošnjih sanj v Brdih. Dream Team to pripravlja. Dvignite roke in aplavz za sanje, za tiste, ki In seveda, ko trkaš na vrata, ti gostoljubni ljudje vrata odprejo. Ti gostoljubni ljudje so danes v osebi Davida Lipovška, ki je seveda predstavnik vinoteke Vrlih briških vinarjev. In vas, David, prosim, da nam formalno ste odprli vrata mnoga, ampak vseeno izrečete dobrodošlico pesnikom in ustvarjalcem. Prosim. Najprej dober dan in lep večer. Mislim, da smo prišli v Brda, ker se boste zagotovo imeli čudovito. In če lahko ukradnem besede, danes smo v sanji v Medani, je dogodek in v sanjah je dovoljeno vse. Brda vas lepo sprejemajo in mislim, da tudi tukaj bodo prijeli vse. Naše pozdrave ne iz Trsta, temveč prav z Krasa, predvsem Morana približje, kar ti mislim. Skupaj z mano je danes tudi Morana Sosi. Morana Sosi je učiteljica na osnovni šoli Jana Zagradnika na repnem taboru, torej na Trstu, to je na samem meji tudi za Slovenijo. No in učiteljica Morana je tista, ki je v bistvu nekako najbolj zaslužena za to knjigo, ker je kar naprej goji to ljubezen do Gradnika, do njegove poezije, vzdrževala je stike z Sergejem Gradnikom, s pokojnim sinom Alojza Gradnika in nekako tudi svoje učence vedno usmerja v to smer. No in s tem projektom, ki se imenuje Narobe svet, je svoje učence popeljala v svet otroške poezije Alojza Gradnika, v svet, ta narobe svet, ki včasih je zelo naroben, včasih je pa zelo resen, tako kot vse pri Gradniku. In ne samo, da jih je popeljala v ta svet, popeljala jih je skozi ilustracijo. Torej, otroci so pod mentorstvom Barbare Boneta, ki je ena druga učiteljica, ki se tudi sama ukvarja z ilustracijo, so ustvarjali ilustracije za celotno knjigo, ki jo boste lahko tudi prelistali. In tako, da zdaj danes pred vami sta tukaj dve platnički, ena stara iz leta 53 in ena nova, Narobe svet. Platnico je pa prispevala v bistvu bivša učenka te iste šole, Ivana Sola. Narobe svet prej. Narobe svet, če krava žene hlapca pas, če žago žaga v gozdu hrast, če soba miciko pometa, če streha klastovici leta. Če pastirico ureže šiba, če ribiča ujame riba, če juha kuharico skuha, če pajku vrat zadrgne muha, če šolarja naloga spiše, če zidajo zidarje hiše, če strica Marka pije vino, če bluza trga tetolino. Če tak je kje na svetu red, je tak še red narobe svet. Zdravljeni. Hvala za vabilo. Jaz sem res presrečen, da sem danes tukaj z vami. Dolgo sem čakal, da se bom ogledal Gradnikovo hišo in res je prav posebno doživetje, kako bi bila prežeta s njegovo prezenco in absolutno z navdihnjenimi mislimi, kako bi plapolali tukaj še njegovi geniji, ki so ga navdihovali. Tako da zdaj si želim videti še to slavno murvo, ki mu je zagotovo prišepnila tudi kakšen svetovers. In prav tako posebno doživetje je brat v tem kraju. Berem iz zadnje knjige Modri plamen. Začarana kupa. Podpis na pogodbi, ki me zavezuje k porajanju, je strasten in krvavo rdeč. Stene drgetajo in pokajo šipe,
od hrumenja balvana, ki razi kamnito ploskev neba. Slišim val bohotnega življenja, slišim ga prihajati nad me, a ne bom se ganil, ko me oblije mesečina. Kri motri svoj izvor v obokanih kleteh kosti. Opazujem, kako čutno vre prekipevajoče opojno vino iz uročene samozadostne čaše, ki je ni mogoče ustaviti. Čutim grenko sladki napoj v lepoti zasejane bolečine, verigo, ki je sila neprekolje. Če si zares želiš počitka, popotnik, bodi otok sredi morja strasti, drži kupo, smehljaj se in ne pi, in vrelec bo vzkipel iz sive skale. Pozdrav soncu. Zamahnem v vodu prosojnega septembrskega zaliva. Lava, ko roke plahutaja in se čudim, da gibljem elemente. Sleherni gib v etru, brezploden, nosi težo posledic, saj je poln delovanja. V nihajih budnih sanj od svita nepregleden. Valovi, prelivajoči se star skače, iz kreče električne kože nikdar ne izlevi. Kača je čudež, otipljivi, nevidni dih. Spreletava me srh, zato vem, da sem. Ideja ognja ne gori. Mimoidoči ne stopajo skozi mojo senco na enak način, kakor če bi slekel žival svojega telesa. Stojim ob strani, na robu onostranstva, odet v ognjeno tuniko kot senca. V duhu spremljam oblake. Onkraj zaliva se dvigajo iz nadkrasa kot izparine vulkana. Prihajam z lehtečim umom iz nežne nevidnosti. Bogi občutek, ki preveva bitje. Skozi grče v lubju, skozi line v obliki zublja se nad me sklanjajo poslanci zastrtega sonca. Sive, neizprosne stene, ob vznožju katerih se ukročena vrtinči divja, turkizna reka mojega življenja. In zdaj so misli zbrane, meglice na jasi prežge en sam žarek, nabira se jantar in brni pod ulitim zvonom. Tu so moje noge, sonce, tu so moje roke, sonce, prisesan na beli skali bos, se dvigam k tebi, pozdrav. Selitev duše. 5000 let ni dovolj, da se osvobodi eno samo srce. Zasneženi vrhovi Alp se vzpenjajo iz lagune. Spomni se plamen svoje dolge poti, prepoznaj stare pasti, ne bruhaj sijaja navzven, ne izgubljaj se v slepečih zrcalih. Moj napor ni napor plezalca, pa vendar gora, vezan, težo lastnega bremena nosi svoj žar in ga strne v kristal. Prod kože. Ena roka zasidrana v križnici, z drugo roko te pod pasom prestrezam in negujem brstečo vročico tvojega života. Novi živci poženejo iz humusa blazinic. Vdihujem te in počasi, neslišno
švercam tvojo sol čez mejo. S kurentovimi šapami ti gnetem koščice in sem silak in v tem uživam. Ko se uležeš name, si hosta, ki odganja korenine skozi prod moje kože. Ko se uležeš name, si nebeški obok. Blagosloviš me z rodovitnostjo, ko me oplodiš. Ampak prav danes se tistemu delu Istre posveča celoten naš medijski aparat in mi smo pa ugrabili enega sovraga. Milan Rakovac. Arbitraža je, počinjemo svako obrađivati svoj vrt, samo se ne zna. Ona, Milancana je moja. To je rekao John Foster Dulles, Kardelju, 47. u Parizu. Kardelj sam, jaro sam tražio, ako se već ne može dobiti prst, barem Bazovica, Voljunc, Dolina, da budu Jugoslavni. Gardening staff. To su vaši nameti. Dakle, počujem s tim. 40 godina ranije, vrtno osim. Onda Pariška pogodba. Pred toga Rapala. To je vse nešto su meje za otroke. Zdaj čuli kaj je arbitraža. Bašići, je moja teta bila s Bašići, ja sam z Rahovci, velika lova. Između tote je hodija Konfin. Oni su bili carevina, Austro-Ugarska. Mi smo bili pod Venecijom. Oni su nas zvali Benečani, jer Venecija rečemo Venece, a mi njih Kraljevci. I živjeli smo kako? Lipo se poročali, kao kokošu kradli, ma, će su resni problemi. To nije bio gardening staff, to je kako se dela na meji za mejo. Jure, če ne najdem, jaz si našati. Ladri, kraljevci, tati, Benečani. Ladri, kraljevci, tati, Benečani. Soga nima, tu je ga pijani. Gre Konfin kroz srce Istre, piljuh, črni i žuti i lav Svetega Marka. Čovjek ni čovjek, čovjek je blago. Ni za tolaro sedlo, ni za titja barka. Markež Pazina ti da sablju i elebardu, njemu za smog protiv Benečije, tvoja glava na cok. Podeš ta sporeča, s bandirom prši, nož u ruku i se upaši, najm protiv kraljevine, hoj gradu snaši. Ala Gorinci, ala Dovinci, ala Šadrini, Kraševci, Brkini, Bezaki, Kastavci, Bodoli, Vlahi, Kiki, ala Veli, ala Mići, ala Željevci, ala Benečani. Napred na nje, djavaš njima, Bog je s nami, neka smrt križanje. I glava siromaška istrijanska se klati na gradskih vrati, za deblju mišinu gospodinu. Je, pravica na te Konfinu, ko učini zlo svojem gospodinu, biži priko, biži u nedrugen sin, ta prvi bi ti da prisići grtljan, ta drugi će ti u ruku vrći cekin. Samo ne zabi, kad ga požereš, kad ga pojiš, i opet će te tukati, arme vrći u šaku, pa pojti svoga ubiti, brižnika kako će si i ti, i za šinjorstvu rit krepati. Se ne bi spomnil, to je res čisto tak fragment in Milan tudi absolutno ne bi prepoznal ničesar od tega. Jaz sem edini, ki ve za to sposobnost, tako je, za to intertekstualnost, tako je, da sem si to izposodil od njega. Torej, kompas, glava na severu, noge na jugu. Ko se prižgejo line zvezd,
sem brodolomec na splavu zaziban v valove. Štirna na dvorišču, nešpola in cipresa, zimzeleni prapor, ki prebija horizont in me nagovarja, naj mu sledim v daljavo. Porton s kamnito preklado, okrogel stolp in ribnik, na katerem počiva mesec. Dragocene reči, za katere se zdi, da me svojo zgodbo bogatijo. Zlatonosna reka vodi vse stvari prek izpolnjenja v prežitek. Glava na sever, noge na jugu, kot premec in krma, poravnana tudi v neurjih. Notranji kompas je edino pravo zatočišče. Tudi ptice zaupajo vanj, ko nad morjem letijo v neznano. Prej smo omenili Rabeleja, ki vam zapevajo bolj veselo pesmico, pri kateri seveda pričakujem, da boste pri refrenu pripeli, da ne boste mislili, da se mi žalost imamo. Refren je zelo enostaven. Ljudje ubogi, na kaj sploh čakate? Saj vrata raja vam nihče ne odpre. Pošlo? Rabelejev čas se zložil tole pesmico, ker viclarine štilo in se pomogo. Saj do razbrina da razveže od sto in ti, ki iščejo, kar vidno najdejo. Ljudje ubogi, kaj sploh čakate? Saj vrata raja vam nihče ne odpre. Bomo pa drugi čas se pravi. Če ni Boga, tudi hudiču placa ni. Saj človek je pa čisto sam za vse skrbi. In ko veselje in ko svet nam podreka, takrat zakliče nam od svojega Boga. Ljudje ubogi, kaj sploh čakate? Saj vrata raja nihče ne odpre. Vsi ti, ki udruženo in vodijo da svet, vse, kar je vredno, seveda sebi dajo v žep. Povsod prepolno raznih kistje in gizdač, pa še pravico ti deli zdaj že vsak polnač. Ljudje ubogi, kaj sploh čakate? Saj vrata raja. Gremo mislo. Ljudje ubogi, kaj sploh čakate? Saj vrata raja. In ti pomladi, ki se v njih naširajo, in se s putikom in seveda za peko hvalijo, saj vse, kar pač za lačne reveže stori, je masten mrdec, ki pod nosjem ga spusti. Ljudje ubogi, kaj sploh čakate? Saj vrata raja nihče ne odpre. Kaj pa, če bi mogoče kakšna vrata raja odprla? Glej te postave, ki ustrojna mu kup drži. Manj copočevščije se v kot zmene. To laže krade in ubija za denar. In kako mu pravijo? To je mojster vizionar, ampak mi pa vemo. Ljudje ubogi, kaj se bomo čakate? Saj vrata raja nihče ne odpre. Ljudje ubogi, kaj sploh čakate? Saj vrata raja nihče ne odpre. Pa še na svet, na koncu
znam za onu stvar. Če vam vseh žal je poln brž poišči par, da svojim kimblom tvoj ometeš pote vse. Ja, da ni potrebno metle, ko se trn izdre.